Južnoafriški republiki danes praznujejo rojstni dan prvega temnopoltega predsednika in ikone boja proti apartheidu Nelsona Mandele. Ali veste, kdo je Nelson Mandela? Mislim, da je neki pevec. Ni? Ne? Borec za človekove pravice, južnoafriški predsednik. A ja, točno, ja. Samo je pa že star, ne? Koliko vem, se je zavzemal za človekove pravice. Dolgo časa je bil zaprt v Južni Afriki. Posneli so pred kratkim film o njemu. Borec za človekove pravice. Ja. Ali veste, kaj je naredil za svet? So ste me našli. Ne. Ne vem. To je borec za človekove pravice, južnoafriški predsednik. Ja, Mandela, ja, to vem, ja, iz Afrike, ja. Ne, to pa ne vem. Borec za človekove pravice. Ja. Kdo je, seveda vem. Kaj pa je naredil za človeštvo? Ja, bolj za Afrikance naredil pravice, človeške pravice med rasami. Ali veste, kaj je naredil za človeštvo? Ne, to se nisem zanimala nikoli. Poznate še koga, ki je prejel Nobelovo nagrado za mir? Ne. V tem trenutku se ne bi spomnil, kdo bi bil. Ne, nič, se vam ne. Neka malega, kaj zvem, ta pravica otrok pa to. Kaj druga pa ne. Prejel je tudi Nobelovo nagrado za mir. Ali še poznate koga, ki je tudi prejel? Ne. Mislim, da Dalaj Lama tudi, ne? Pa so še drugi bili, ja. Ne moram se spomniti zdaj. Kako pa bi vi spremenili svet na bolje, če bi lahko? Jaz ne bi mogla spremeniti, to bi lahko samo Bog in Bog bo to naredil. Najprej bi poskušal nahraniti vse lačne na svetu, če bi se dalo. Razslojevanje bi poskušal zmanjšati, koliko se pač da. Preprečevati vojne, koliko se pač da, seveda. Samo to je zelo težko v današnjem času, skoraj nemogoče. Mislim, da ni nekako moje moči, da bi to, ampak mislim, da bi se mogli ljudje bolj razumeti in bolj biti strpni. Več poštenosti, pa prijaznosti, pa razumevanja, pa tako dalje. To verjetno ne gre samo v enem koraku, ampak menim, da če bi se vsak posameznik začel zavedati bolj vrednot, ki bi prinašale mir na svetu, da bi že takrat lažje bilo, ne? Predvsem mišljenje posameznikov. Bolj težko. Ker je svet takrat pokvarjen, bolj težko, res.